V Jakčevem domu Dolenjskega muzeja Novo mesto je na ogled likovna razstava Torunska grafika in risba, katere avtorjev je 12 predavateljev na Fakulteti lepih umetnosti Univerze Nikola Kopernika v Torunu. Gre za poljsko mesto, ki je od leta 2009 pobratano z dolenjsko prestolnico. Razstavo je zato odprl župan mestne občine Alojzij Muhič, ki je povedal, da mesti, ki sta podpisali partnersko pogodbo, dobro sodelujeta in da se s predsednikom Toruna z več kot 200 tisoč prebivalci večkrat slišita. Kulturno sodelovanje je pri tem zelo pomembno, saj kultura odpira vrata tudi drugemu sodelovanju, so poudarili govorniki na odprtju razstave. Kar se tiče sodelovanja z mestom Torun, na tak način kot tokrat do sedaj nismo sodelovali. Sodelovali smo preko novomeških likovnih dnevov, kjer so se posamezni udeleženci, slikarji udeleževali teh likovnih dni vsako leto v Novem mestu. Lahko pa rečem, da smo nekako vpeti od samega začetka v to sodelovanje, kajti listina med pobratenima mestoma Novo mesto in Torun je bila podpisana prav v Dolenjskem muzeju in tudi sicer v naši sitorski sobi stalne arheološke razstave. Poljski avtorji so za razstavo prispevali 39 del v tehniki grafike in risbe. Gre pa se prav gotovo za zelo kvalitetno razstavo, se razstavljajo sami predavatelji na njihovi fakulteti, tako predavatelji za grafiko kot risbo, tako da si lahko obiskovalec razstave dobi nekako pogled v poljsko grafično in risarsko ustvarjanje. V zameno, če tako rečem, pa bomo mi pri njih naslednje leto gostovali z našo razstavo s najpomembnejšim delom naše preteklosti, z arheološko in sicer o sitorski umetnosti Novega mesta. Fakulteta lepih umetnosti obstaja v sestavi Univerze Nikolaja Kopernika v Torunu več kot 60 let. Ponaša se z več kot 200-letno tradicijo umetniškega izobraževanja. Na fakulteti, ki jo obiskuje več kot 1000 študentov, delujeta Umetniški inštitut ter Inštitut spomeniškega varstva in konzervatorstva. Spotkali się u Państwa w galerii z najwyższym profesjonalizmem. Pri pripravi razstave moram izpostaviti zelo dobro organizacijo in izjemno lepo ureditev same galerije. Skratka, zelo profesionalno. Galerija je opremljena na najvišji ravni. Menim, da bi moral ponoviti besede zahvale, ki jih je že izrekel profesor Bašul. Powtórzyć jeszcze za słowami profesora Bašula podziękowania Państwu. Marek Bašul se je namreč v imenu poljskih umetnikov županu Alojziju Muhiču in Dolenjskemu muzeju zahvalil za gostoljubje in poudaril, da želi s kolegi pokazati širok razpon grafičnih in slikarskih tehnik, ki jih poučujejo na fakulteti. Gre tako za lesorez, linorez, jedkanico, suho iglo, pastel, kot za računalniške grafike ter analogni in digitalni tisk. Na tej wystawie są trzy linoryty, trzy czarno-białe linoryty, które powstały w latach 2000. Na tej razstavi se predstavljam s 3 črno-belimi deli, natančneje linorezi, ki so nastajale med letoma 2005 in 2013. Kot lahko vidite, na svojih delih predvsem predstavljam ženske akte. Teme, iz katerih izhajam, so povezane s svetim pismom in literaturo, motive pa zajemam tudi iz življenja okoli nas. Udeležujem se številnih mednarodnih razstav, predvsem različnih likovnih natečajev. Gre torej za skupinske, ne individualne razstave. Oprte so na sistem natečaja. To ne pomeni, da lahko sodeluje vsak, ki pošlje svoje delo, ampak te izbere posebna komisija. Są selekcjonowane, także nie każdy, kto wysyła pracę, jest przyjmowany na wystawę. Bašul je bil doslej udeleženec 135 skupinskih razstav, od tega številnih mednarodnih. Za svoje dela pa je prejel več kot 30 nagrad in priznanj. Tokrat v Sloveniji razstavlja prvič. Prvič je bil tudi v dolenjski prestolnici. Wspaniałe jest Stare Miasto, Nowe mesto. Novo mesto mi je zelo všeč, predvsem stari del mesta, arhitektura ter majhne in ozke ulice imajo resnično svoj čar. Zwykle urokliwe, po prostu jest piękne. Razstava Torunska grafika in risba bo v galeriji Jakčevega doma na ogled do 30. novembra.